In 9. septembra se je v Jasni Poljani, tam kje, sredi Rusije, tedanje, rodilo dete, ki so mu dali ime, bil je 4. od 5, Lev Nikolajevič Tolstoj. Ko je imel 2 leti, mu je umrla mama. Še ne 9-letnemu je mu umrl oče. In vzgajali so ga tete. In to je bilo dobro, ker tete so ga imeli zelo rade. In tete so imeli v Moskvi tako družinsko hišo in ker je bila babica še živa, je bilo tako, da, kot se je takrat reklo, je etiketa zahtevala spoštovanje, da so morali vsi čakati pri večerji že pripravljeni, ko pride babica. In res nekega večera, kot v navadi, pride babica k mizi, Ljovočka, kot so mu rekli, njega ni. Pa babica zaskrbljena vpraša njegovega vzgojitelja, kaj je Leon kaznovan, da ga ni. Pa vzgojitelj tako malce zbegano, ne, zagotovo se pripravlja v sobi, da pride na večerjo. Ja, no, babico je to malce pomirilo, globoko so že zagrizli v večerjo, ko prileti služabnik in ves vznemirjen šepetaje v njegovemu vzgojitelju nekaj pravi. Vzgojitelja izstreli od mize in gre ven iz sobe. Kasneje je to pripovedovala Levova sestra in razjasnilo se je, kaj se je takrat zgodilo. Namreč mladi Lev je včasih naredil nekaj takega, da so se drugi začudili in se spraševali, zakaj je to naredil. In tokrat je preprosto skočil iz prvega nadstropja, lepo kar nekaj svežnjev navzdol in kuharica je bila ravno pri oknu in je zagledala tisto Levovo telesce, ki je treščilo ob tla. Na srečo, ker Lev Nikolajevič Tolstoj je imel v življenju očitno pogosto srečo. Mu ni bilo nič drugega kot rahel pretres možganov, ki mu je sledila nezavest in 18-urno spanje, in ko se je zbudil, je bilo, kot da ne bi bilo nič. Razen da je povedal, da on ni skakal navzdol, on je skakal navzgor. In tudi povedal je, da na nek način on verjame, da lahko leti. Bolj ko stisne kolena k sebi, dlje v zraku. No, Lev Nikolajevič Tolstoj je še nekajkrat v življenju potem skočil, skušal leteti in tudi padal je pogosto. In kadar je padal, ga je reševalo to, kar je čutil v sebi v naravi. Ta pristen stik, to, kar ga je vsakič znova poklicalo nazaj iz Moskve, kjer je živel razuzdano življenje. Priroda, zemlja, prsti v zemlji. Veste, da je bil ruski grof, on je bil aristokrat. Ampak vsakič znova ga je zemlja, narava nagovarjala, da nekaj s tem ni prav. No in današnja gostja je ena tistih, ki zelo pogosto brska po zemlji, se dotika rastlin, božja drevesa, zelo tako govorim, ampak vendarle vse to je res. In verjamem, da najde zase in v njenem delu sodeče tudi za vse nas rešitve, ne samo kako preživeti, ampak tudi kako doživeti vsak trenutek in naravo. Pred 30 leti je prišla iz Vojvodine, takrat s popolnoma drugačno zgodbo, kot jo živi danes. Z nami je gospa Sanja Lovčar. Prosim. Verjetno ste videli obvestilo, da nam je drugega gosta, Ira Zorko, nam je ugrabila gripa, kar ni nič nenavadnega v teh časih. Je pa napisal, da vas prav vse lepo pozdravljam in napisal je, da je zemlja v težkem položaju in to, da se srečujemo na tak način in se pogovarjamo, delamo samo dobro. Tako da, to je en tak pozdravček od Ire. Sanja, dober večer. Dober večer. Ko sem Sanjo povabila na ta večer in sem mi povedala, ko smo se pravzaprav pogovarjali teden nazaj, in smo rekli, da je naslov Alternativni načini odnosa do narave, sem nehote postavila prvo vprašanje. Sanja, vi ste mi malce tako pogledali, pa ste rekli, da alternativno ne obstaja. Kaj je zdaj s tem? Kaj je alternativa alternativnemu? Cel scenarij mi je bil v redu, sem rekla, ja, edino z naslovom imam problem, ker sploh sprejeti, da je to alternativni pogled, to pomeni, da je to, kar prevladuje normalen pogled.
Jaz se pa s tem ne strinjam, ker se mi zdi, da to, kar imamo, je totalno izprijen pogled, to, o čem večina ljudi živi. To pa, kar nekako poskušamo imenovati danes alternativno, pa se mi zdi izvirna koda. Nič novega pravzaprav ne bova se mi dve danes zmislili, kar pred nami ni obstajalo. Edino je naša pozaba v tem času šla toliko daleč, da smo nekaj totalno nenormalnega percipirali kot normalno. In od tam izhaja vso naše trpljenje. Kako bi potem rekli alternativno? Naravno? Ja, pristno, recimo. Kaj je danes pristno? Glede, prva stvar, ki je zanimiva, je, ker kako je sploh nastalo ovo drugo, civilizirano. Mi danes gledamo, da civiliziran človek, to je nasproti dijak. Ampak ne, civilizirano nastalo od besede civilis in od mestni človek. In ta trenutek, ko se je človek oddalil od narave in šel živeti v nečem, kar ni naravno, potem pa je rabijo nekoga, da mu napiše pravila, kje smeš konja privezati, kje smeš lulati, kaj moraš početi, kakšne so pravila igre, da bi ljudje lahko funkcionirali v nenaravnem okolju. Tako je nastala civilizacija. Mi danes z pozicije civilizacije ocenjujemo, da tisti, ki so ostali naravni, so manj vredni, dejansko pa so odmik od narave, od življenja, od energije, od vsega, kar je pravzaprav že sharmonizirano naredili tisti, ki so šli v civilizacijo. Tako da v tem smislu težko rečem, kako je, nimaš se kaj vračati, narava je že tam, pravila so nespremenjena, že od nastanka, kjerkoli, da ga zakoličimo, samo je vprašanje, koliko se mi odpremo k temu in koliko dojamemo, koliko zavestimo, da mi ne moremo funkcionirati drugače kot naravno. Ovo je pa samo en poskus civilizacijskega funkcioniranja, ki pomeni zelo tako, je že nekje v slepi ulici, mene zelo utesnjuje, ampak večina sveta pa tako še vedno funkcionira. Jaz sem si vedno predstavljala, ko sem sledila vašemu delu, da Sanja se verjetno rodila na eni kmetiji, od malih nog je bosa tekala po dvorišču, gledala, kako semena letijo okoli, spremljala, kako padajo listje in potem se mi da srečava in pravi, ne, jaz sem mestni otrok, jaz sem se rodila v najbolj onesnaženem mestu bivše Jugoslavije. Ne? In do 30. leta nisem vohala. Prav zato verjetno. Ja, rojena sem v Pančevu, 17, tovarno, od česa polovica kemičnih. Azotara, rafinerija, Utva, Tesla, ne vem. Če se sploh spomnite tega iz časa stare Jugoslavije, nas je bilo prepovedano odpiranje oken, preden ugotoviš, kakšen je zrak. Kako pa si ugotovil, kakšen je zrak? Moraš manj stopiti, ja, ker zrak je lahko vijoličen, modar, rumen, da ne mislite, da je samo čas kapitalizma prinesel neskrb za zdravje, ker vsi strupi so se puščali med soboto in nedeljo, ko inšpekcijske službe ne delajo in Bog ne daj, da je takrat ostalo kakšno okno odprto, ker nisi mogel 7 dni spraviti to iz hiše. Tako da to, kar tle je izredno stanje, ko piha burja 140, moja mama reče, takrat je pa čisti zrak, ker edino zrak je čistijo Pančevo, kot ko zapiha košava. Tako da jaz sem res navajena, da stvari bolj smrdijo, kot dišijo, da voda je tudi bila neužitna, zato tudi nisem pila do 30. leta, ker takrat ni bilo flaširane vode in sem zaradi tega tudi imela vse sorte težav. Tako da, kaj ste pili? Kokto? Ja, ne, takrat so se pili frukta, sokovi so bili največ, kar si lahko dobijo, ali kakšna mleka, ali kakšne take stvari, ker ostala bila gazirana voda, ki jo otroci pa navadi nismo marali. Hočem povedati, moje zdravje je bilo že od majhnega zelo bronhitis, astme, kupenih težav, spondiloza od 12. leta, ki je nimam več, pa so rekli, da je irreverzibilna, pa še kupenih operacij, ki so se mi obetali, da bo nič takega, da bi mi nekdo preštel dneve, ampak res je bilo, škripalo je po celi črti, tako da zame je res prihod v Slovenijo bil prihod, to, kar sem omenila, med fototapete. Tega se bomo še lotili, teh fototapet, ki se jih mimogrede mi Slovenci več ne zavedamo in moramo najti nekoga, ki je prišel drugod, da nas na to spomni, nekatere. No, ampak zakaj niste vonjali? Ja, imela sem toliko prehladov kot otrok zaradi vsega tega, pa potem ti dajo tiste kapljice za nos, ki ti totalno skurijo, ker vsak prehlad se je prelevil nekaj v šest, pa da se ne prelevil, to so obstajale kapljice so mi skurile sluznico in
kot rečeno, do 30. leta mi ta del stvarstva ni bil odprt. Tudi so se ljudje kot meni hecali in so rekli, in ti zdaj ljudem razlagaš o zeliščih po začimbah, kar je res harmonija okusov. Ampak to je dokaz, da dokler živimo je naše telo zmožno tako temeljite regeneracije, da ne morete verjeti. Res je možno. Seveda, ko ta energija pride iz srca, ne pa iz glave. A pa je potrebno, zdaj ko smo že pri regeneraciji, ja, če pride iz srca, ampak a je potrebna tudi odločitev za to? Jaz sem si to silno želela, da voham. In veste, tam, ker imaš, če vidiš oviro, potem vidiš oviro. Če pa vidiš svoj cilj, kaj želiš narediti, potem pa greš skozi oviro. In očitno je tudi moja želja, da bi ene stvari čutila, vohala, bila tako velika, da sem v enem trenutku preprosto dojela, da ja to vse zdaj voham, ampak prej nisem. No, vendar je tudi za vas pomenila neka, na nek način neka rešitev, to, da so vas potem preselili na vas babici. Ja, to mi je rešilo življenje. Res, ni bilo druge opcije, ni bilo denarja, da bi me na morje poslali so me na vas. In to je res bilo zanimivo. Moji so pred vojno imeli zelo velik zemlji, 100 hektarjev, ampak potem jih je nova oblast osvobodila tega bremena. Dobesedno res, moja babica pravi, da je res od tega trenutka bila osvobojena, ker je prvič v življenju lahko spala do 7 zjutraj, ker biti bogat je pomenilo garati več kot delavski dela zate. Mnogi poznamo še danes ta sindrom. Torej, ob 4 zjutraj vstajanje, moraš vse pripraviti, zorganizirati. Ni bilo te filozofije užitka, takrat res sploh ni bilo. In jaz sem prišla na kmetijo, na kateri so bile ogromno teh pomožnih prostorov, ampak ni več bilo konj, krav, svin, vsega tega, kar je bilo, vse te skladišni prostori so bili prazni. In tam je dejansko je vladala permakultura, to, kar danes berete kot permakultura. Rastline so se zelo lepo same razporedile, vse vrste kur, rac in ostalega so si same poiskale, kje bi najbolj pasalo v vseh teh ogromnih praznih prostorih. Najlepše od vsega je bilo to, da babica, zato ker je imela zlomljeno nogo, ni mogla tekati za mano in jaz sem resnično, ker to je bil ogrejen prostor 100x100 metrov, po načelih Marije Terezije, vse zloženo, tako kot danes v permakulturnih knjigah. In jaz sem imela totalno svobodo, res, do tega, da sem imela to kopališče za podgane in za miši, ki sem jih tam našla. Nihče mi ni rekel, da je nekaj nevarno. In ja nosim tih nekaj let v spominu kot totalno harmonijo. Vse je raslo, vsega je bilo dovolj, vse je bilo zabavno, babica tako malo vrgla semena, vse je zraslo, tam v zemlji lahko ješ. Rečejo, vržeš gumb, pa zraste kaput. Ne, res mislim, ja tle presejavam zemljo, delam jo iz niča, skoraj z žličkami jo nabiramo, da je bo dovolj za eno gredico. Tam pa res koplješ 10 metrov, pa si še vedno v humozni plasti, to je res tisti černozem, kako bi rekli Rusi. Tako da res, jaz sem si zapomnila to kot eno totalno obdije, kot eno čisto kreativnost. Samo sem šla nabirati in odkrivati kaj. Nagradna igra je bila, da najdeš jajca in da najdeš, babica ti pokaže, tako zgleda peteršilj in zdaj ti greš po vrtu, pa to iščeš. Pa prineseš, kar misliš, da je. In to je res bilo, ta del je bil krasen. In v sebi nosim verjetno to nastavitev, da naravi ne rabi človek špago predelati. Da vse to zna funkcionirati, mogoče veliko bolj, da se mi manj pomešavamo. No, za Leva Nikolajeviča Tolstoja ne bi bile 3 zelo pomembne zgodbe v življenju, ki so ga na nek način se zelo dotaknile. Prva je meni zelo zanimiva, 1847 je začel pisati dnevnik. In danes lahko beremo njegove dnevniške zapise, otroštvo, detinjstvo, otroštvo in mladost. Zakaj to omenjam? Zato, ker druga, ta spreobrnitev iz aristokrata v kmeta, je pa med drugim zahtevala tudi odpoved materialnemu. On je na nek način rekel, zdaj pa dovolj, ne rabim ničesar, oblekel se je danes se reče Tolstojka, oziroma nekaj takega, kmečko obleko in šel seveda na polje, tam nič ni znal delati, imel takoj probleme, se je porezal pa tako naprej, ampak na meni je bil dober. Na vsak način je imel potem seveda ženo velike težave, ker žena se pa ni želela odpovedati samo temu blagostanju. Moje vprašanje za vas, Sanja, ali je potrebno se odpovedati materialnemu, ki nam prinaša neko udobje in smo na nek način vsi verjetno, tudi v tej sobi danes, ne vede zelo odvisni od njih, da bi
našli stik, to pristnost, o kateri ste prej govorili. Stik nazaj, s preprostim, z naravnim. Glede, ja ne verjamem v to, da nam karkoli postavlja neke pogoje. In verjetno smo tukaj z razlogom, drugače bi bili se srečali par tisoč let nazaj v drugih okoliščinah, pod kakšnim druidskim drevesom. Morda smo se, ja. Morda smo se že. Hočem povedati, da ja mislim, da ko ti dojameš razkošje narave, delaš vse več prostora v sebi za to razkošje. Torej, to ni odpovedovanje, dojameš, da te en prazen večer pred televizijo, ne glede na format ekrana in vso sodobno tehnologijo, ne more napolniti niti tok v primerjavi s recimo programom v kaminu oziroma v peči, da ni, ne vem, sodobnega že pridelanega dosežka hrane, ki se da primerjati s tistim, kar mi od zunaj v kotlu skuhamo na ognju, in da res boljše družbe, kot je včasih imaš z gozdom, tudi težko najdeš. Tako da to se nekako zgodi naravno, daš prostor, da te narava zapelje in potem ugotoviš, ne, da se ti ničemu ne odrekaš, ampak da si z vsakim korakom, ki ga narediš, še veliko bolj bogat. To je tisto, to nima ceno, to je neprecenljivo, zato gre. Ne, da si zdaj, da je to zdaj tam zastonj ali karkoli. To je res neprecenljivo, ko dojameš, kaj ti to lahko da. In potem si seveda posledično, čist druga ekonomija je v telesu, naenkrat si manj utrujen, nič te ne boli, manj hrane rabiš. Pa ne, da bi se odrekal, pa ne zato iz ekoloških razlogov bomo manj porabili, da otroci v Afriki imajo več. Preprosto dojameš, da ne rabiš. Ja rabim nekje tam, druga polovica marca, ko moram urejati davčne bilance, pa pisati potne naloge postalo, takrat postane strašno lačna, takrat masla, kofein po narasla, zdaj pa ne rabim nič od tega. Če je ta pristni stik, ni slačen, ni žen, si zadovoljen, si pretočen, zelo malo potreb imaš, za katere treba nekaj kupiti še. Zanimiva mi je bila zgodbica, ki ste jo enkrat v enem intervjuju omenili. 4700 let nazaj ste se pogovarjala cesar in njegov zdravnik. Kitajski cesar. In pravi kitajski cesar, pa kako to, da zdaj ne živijo več ljudje 100 let? Pa pravi zdravnik, ja zato, ker ne upoštevajo starih znanosti, pa samo za temi materialnimi dobrinami se pehajo. 4700 let nazaj, vam je ta zgodba kaj znana. In zdaj moje vprašanje z vas je, zakaj se ne naučimo? Vi omenjate govorite o celičnem spominu, ki naj bi ga imeli v sebi, ne? Če ne bomo zaplavili v Junga, ampak vendarle, neka kolektivna zavest se na nek način skozi vsa ta stoletja, tisočletja naj bi gradila, ampak mi pademo, pustite, na isto pinto 4700 let potem in verjetno še več. Ja, gledajte, kaj z nami? Priložnost imamo. Ja, verjamem, da vse, kar se sleherni človek naučijo skozi vsa življenja, ki so jih ljudje zdaj ali v kontinuiteti ali kako že oddelali, ja, verjamem, da to vse je v nekem prostoru, ki ga mi nosimo zapisano. In samo mi ne gremo gledati to knjižnico. To je internet. Mi bi pa na Google, na internetu iskali. Mislim, internet je res veliko omrežje, ampak ne zmore niti, res ni dokolet temu, kar nimamo v tem omrežju. Mislim, da je glavni problem napaka v nastavitvi, če tako rečem, v tem, da smo od majhnega tako nastavljeni, da iščemo zunaj. Ker meni tudi to, iskali smo, veste, da nekaj prodajo zgodbo, kako človek živi vse dlje pa vse dlje. Pa kao, v srednjem veku so živeli 30 let in na tem bazira naša družba. Mi moramo sprejeti, da naša hrana pa farmacija, da je vse v najboljšem redu, ker kot vidite, živite dlje, kot ste kadarkoli prej. Je to ena velika statistična laž, ker že pred 100-200 leti so ljudje brez težav dočakali 100 let, berite Valvazorja ali Sezname Hildegarde 100 let, sploh ni bil noben problem. Ampak težava je pa v tem, rodi se 80 otrok, par jih že ob rojstvu umre, par jih pokonča kakšna prva vojna in zdaj tisti trije, ki so preživeli, živijo brez težav in brez zdravil 100 let, ampak poprečje je 30. Mislim, moj prvi mož je bil znanstvenik in rekel, imamo 3 stopnje laži. Mala laž, velika laž in statistična laž. Statistična laž izračuna kar češ, torej poprečje med 3 mrtvimi novorojenci, 3 padlimi v vojni in 3 zdravimi stoletniki je zgodba o tem, da so ljudje živeli 30 let.
in potem bereš, kako so druidi 30 let uvajali svojega vajenca. Ja, čakajte, malo potem jaz začnem razmišljati, niso začeli od rojstva uvajati vajenca, torej druid se je moral tudi sam uvajati 30 let, verjetno ne od rojstva, torej da je začel z 10 leti, je bil 40 star, 30 let uvajaš vajenca, imaš 70, veste, matematika se ti ne izide in ugotoviš, da mi smo res, ali recimo Hildegardo berete, ona ima tabele, razpredelnice za določena zdravljenja, pa piše 60-letnika zdravimo tako, 70-letnika tako, 80-letnika tako, 90-letnika in tiste starejše od 100 let, tako in tako. A mislite, da sem enega takega srečala popisala tabele? Mislim, ne rabimo veliko res, pustite statistiko v primeru, če mečkam pogledamo, hitro vidimo, da smo mi kupili zgodbo. Mi smo kupili zgodbo, da je naša zgodovina čist drugačna, kot je dejansko bila. Tako da mene je tudi to presenetilo 4500 let, pa se presenečajo, zakaj več človek ne živi 100 let, ker pomeni, da so krepko živeli in da je to potencial, ki ga mi imamo in da ni odvisen od civilizacije, ki mi zapriseženo služimo kot sužnji, ker nam obljublja, da zahvaljujoč njej boste živeli 75. To je tisto, kar ko dojamemo, se nam nekaj noter spremeni in dojamemo, da tudi to življenje, ki ga mi gledamo kot neko strašno težaško, pa nekakovostno, pa Bog ne daj, da bi v srednjem veku pomislil, da so se imeli fajn. Ja, vete, ko malo pogledate, ta srednji vek je tudi bil čisto druga zgodba. Tam neke učene žene, židje, menihi in arabci skupaj predavajo na univerzi v Salernu. Samo probajte to dati v en kontekst, pa vam nikakor ne gre sliko srednjega veka, ali ne vem, Hildegarda, ki se s 65 usedi na konja, pa gre od enega do drugega mesta in ima taka predavanja, kot se mi dve zdaj. In to v katerem stoletju? Ja, v 11. stoletju, ja. No, ampak, hočem vam povedati, ne držijo zgodbe, ne o naših potencialih, ne o naših dosežkih, ne o fizioloških možnostih človeka. In to so samo neke take planke narejene, da upravičijo stvari, s katerimi se večina vas verjetno tudi globoko ne strinja, ampak padamo na ta argument, ampak poglej, živite pa fajn. Ja, otroci že s pumpicami hodijo v šolo, vsak tretji je že na inzulinu od rane mladosti. Ja, ampak obvlada pa do potankosti iPad. Ja, in iPhone. Ne, in iPhone, to je pač tam. Hildegardo ste omenili, zakaj je ona zanimiv meni, ne? Če bi se ona rodila 150 let kasneje, bi jo zažgali kot čarovnico. Ja. Ste vi kdaj trn v peti znanosti, ali pa mogoče bom rekla raje farmaciji, ne? Ker jasno poveste, da imamo pravzaprav 10 začimb dovolj, da z nami, če jih znamo uporabljati, ni nič narobe. In tudi če je, se lahko pozdravimo. Ja nisem nikoli imela problem z nobenim. Sicer delala sem 10 let za multinacionalke. Upam, da ne farmacevtske ali pač? Tudi ena je bila. Ampak tako da sem videla tudi to za kulisje, to je tudi razlog, zakaj sem se očitno bilo potrebno. Mislim, da to doživiš, ker ponavadi smrtniki ne vidijo, kako to zgleda, koliko tam umazanega perila, kako ti mehanizmi lobiranja in vsega funkcionirajo. Tako da to je nekaj, kar je mene skatapultiralo na drugo stran. Ampak vse, kar mi počnemo v projektu Skupaj za zdravje, ni, kako bi rekli, oponiranje nečemu. Od začetka, tako je skupaj za zdravje, ne proti farmaciji. Torej, tisti, ki čutijo v sebi to energijo za, veste, ljudje ne more biti proti, če pa ni prava energija, ja čutim, da vse ta gibanja, ki so proti nečem, ne pridejo daleč, ker energija proti ne more nečesa pognati na zdravje. Samo za, mene je vedno zanimalo, kaj je rešitev, kaj so možne rešitve in mi v projektu govorimo, kaj so možne rešitve, ne kaj rabiš nehati jemati. In mislim, da ko ljudje začutijo to pripravljenost, da jih zanima to, kako se da, ne zakaj se ne da, to pa moram priznati, da v Sloveniji je en odklon, ki ga zelo čutim, ker ko predavam v Avstriji, pa v Nemčiji, pa tudi bi rekli, ljudje so hladni, pa rigidni, to je eno predsodkov, ki jih Slovenci imajo do njih. Ampak, ko nekaj novega predlagaš, če nam rečejo, zanimivo,
to do sedaj nismo probali, ampak dajmo razmisliti, kako bi se dalo. Tle pa večina ljudi v različnih okoljih reagira, veš, to se ne bi dalo zato, ker. In potem se začne dokazovanje intelektualnih potencialov, tako, kdo bo najdel več možnih ovir, kaj vse bo šlo narobe pri tem, da probamo nekaj novega. In strašno utrujajoče, da se toliko enih potencialov zavozi v to, da iščeš, kaj lahko gre narobe. Nastavitev se mi zdi napačna. Tako da mi se v projektu ne nastavljamo, kaj bi šlo narobe, mi se vedno postavimo, kaj bi se dalo. In verjetno tudi zaradi tega, res ne čutim, v 10 letih, verjemite mi, nisem cenzurirala eno besedo in nisem dobila enega takega grozivnega pisma. Res pa je, da smo tudi glede tega politično korektni, da se nič ne zmišljujemo, kar pa napišemo kot dejstvo, verjemite, da imamo še 2 hujše dejstva v predavu. Če bi kdo imel pripombe na to, kar smo napisali, da bomo poslali, kaj še nismo napisali, pa bi lahko. Tako da te obstajajo določena pravila igre, tudi daš pravniku včasih, da pogleda, če je vse zloženo, kot je treba, ampak da bi pa ne zmogli nekaj reči, sploh nismo pomislili na to. Mislim, da je večji problem strah v ljudem, ki sprožajo samo cenzuro. Ko meni ena gospa rekel, a vas ni strah? Rekel, meni je strah, vas. Ker tisti, ki so v strahu in ki vnaprej vidijo, da je problem nekaj povedati, to so tisti prvi, ki potem ki potem ustvarjajo, to so tisti divni ljudje, ki ustvarjajo vsa grozodejstva na tem planetu. Veste, Hitler nobenkrat ni ubijal. Ena prijazna Helga je tam pritiskala gumb, ker je spoštovala pravila, ki so v pravilniku bila napisana, kaj treba v Auschwitzu pritisniti, pa po mestu. Mehni, dobri ljudje delajo gorje, ker jih je strah. Ja, strah je eno največjih, ne bom rekla orožij, pač pa orodij, da nas vodijo tudi k farmacevtskemu odločitev, oziroma do tega, da boš nekaj vzel, iztisnil ven, ne pa šel na vrt in odtrgal, recimo. Zanimivo mi je bilo, ko smo se srečali z Iro teden nazaj, zelo tak lep trenutek je bil, ko smo se začeli pogovarjati, da je človek zmota narave. In sta se, kar nekrat se je na taka nasprotovanje med vami in med Iro, Ira je bil čisto tiho in rekel, ne. Jaz pa mislim, da človek ni zmota narave, mislim, da je le njen nepokončan člen. In potem ste vi zelo lepo nadaljevali. Človek je del narave, kako je potem lahko zmota, če pa narava ve, kaj je prav? Kako? Ker vsi govorimo, narava bo preživela. Brez človeka ji ne bo nič hudega, saj človeka tako ali tako samo uničuje. Ni čisto tako. Če bi Ira bil tukaj, že takrat, ko smo se pogovarjali, smo rekli, da zelo ima prav glede tega, ker veste, včasih res nas zaboli, ko vidimo, kaj človek dela in potem neodgovornemu človeku malo žugaš, pa mu rečeš, a ne vidiš, narava brez tebe zmore, ti brez nje ne zmoreš. Razmerje moči je čisto drugačno, kot se nam zdi. Narava se pa samo tako z repom obrisala, pa nas ne bo. Poglejte, samo klimo malo zasukaš, a mislite, da ne more pasti sneg v juliju. Ja, kot za šalo lahko pade, če njega pa naredijo. Ampak to pomeni, da nas je 90% mrtvih naslednjo sezono. Zakaj? Zato, ker se semena, zato, ker bomo gojili naslednje leto, producirajo to leto. In če nekaj zmoti našo redno produkcijo, potem se samo zmenimo, katerih 10% bo ostalo. Da ne mislite, da rabimo kakšen asteroid, da trči, ali ne vem kaj. Naš sistem je toliko napet do skrajnosti, da je kritičnih točk, kjer lahko poči veliko več, pa ne rabimo nekih strašnih kataklizmov. Ne rabimo prže malo snega v juliju, recimo. Ampak je včasih res, mogoče to malo drugo, hočeš spomniti človeka, ki je moje mesto. Mi smo se narisali na vrh piramide in vsakič, ko sem ja to poslušala, rastline so dol, pa so živali, pa je človek krona stvarstva. In jaz sem že kot otrok vprašala, kaj je pa utemeljitev tega, to, da ovaj gor lahko poje te dol, zame ne pomeni, da je on najbolj razvit. Mora imeti še neko sposobnost, če se hoče postaviti na vrh. In človek včasih res pozablja, da vse nam je dano od tistega, po čem mi stopamo, ampak mislim, da res ima prav glede tega, da stvarstvo ne želi človeka izločiti iz te igre. Stvarstvo si res zelo želi, da človek vzame vlogo, ki mu je delegirana, da postane
ljubeči skrbnik vsega tega in da skupaj z naravo ustvari več, kot bi narava sama. Narava sama super, lahko zmore, tako kot vsak od vas lahko samsko živi, ampak v ljubezni sta pravim partnerjem, pa vsak od nas zmore več kot sam. In mislim, da to partnerstvo z naravo je nekaj, kar je tudi naše izpolnjenje, zato smo prišli, ne zato, da uničujemo. Tisti, ki čuti svojo satisfakcijo na tem, da uničuje, ki zelo ima svojih potencialov izkoristijo, ker uničiti sploh ni problem. Ja, ker vaš odgovor je bil, prišel v čas, ko se bo moral človek pobotati s stvarstvom. Ja. Vidite, mi se upiramo, tako kot otroci. Mislim, to zdaj citiram Miro, ker to zelo lepo povedal, da je človeštvo v puberteti, tako, zdaj se spravno, kar smo se skregali s fotrom in mamom, ker narava je eko, mi se ne gremo več, mi smo samostojni. In potem gledate svojega najstnika, kakšne neumnosti počne, pa nič mu ne morete dopovedati. On je prepričan, da on že vse ve. In nič ne moraš drugega kot čakati, da ga sreča pamet, oziroma da dobi dovoljkrat tam, kjer je treba, da pride nazaj, dojet, da mu pa mogoče imate kakšen pameten nasvet zadati. Vseeno, kljub temu, da ste starši, za katerega on trenutno misli, da nič ne veste in da vaše izkušnje nič ne štejejo. In mislim, da narava v zelo podobni vlogi, za razliko od naših staršev, ne govori, pa ne ropota, pa nobenih žaljivk nam ne bo povedala, ampak čaka nas, da pridemo priznati, da ne moremo sami. In razum je tle zelo trd igralec. Razum očitno moramo lomastiti zelo velikokrat, da prizna, da ne zmore vsega. Veste, naš razum je samo tisto, kar se Janezek nauči, to Janezek ve, torej sposoben je reproducirati določene stvari, ki jih je sprobal. V njem ni kreativnosti, ni domišljije, ne moreš ti iz znanega ustvariti neznano, sedeš, zato je nekje drugje. In sile kreacije, ustvarjalnosti, rešitev, ki so nam sanjane, to je v naravi. To je to, kar je Schauberger videl. Samo tako, da je pogledal okrog, da je videl tehnologije in rešitve, pred katerimi naši znanstveniki še dolgo sploh ne bodo vedeli, zakaj gre. Torej, nič ni treba se zmisliti. Samo naravo, gledajte, vse tehnološke rešitve so že tam. Vsi pogledamo samo to tehnološko rešitev, ne? Ja. Kakšen fantastičen, neizmerno dovršen stroj smo. Ampak spet me zanima, tako dovršen stroj z vsemi potenciali, pa smo edino živo bitje, ki smo na nek način nagnjeni k samopogubi. Rastlina je nagnjena k preživetju. Žival, zelo redke so, ki bodo šle delati samomor, razen če se jim je verjetno ta njihov ekosistem tako zrušil, da pač več ne vejo, kako bi. To so te zgodbe, živalskih samomorov, kjer je spet kriv menda človek. A ljudje? Mi pa, ne? Ja, to je mislim, da smo najstnega. Problem je razuma. Veste, jaz rastline čutim, rastline so, mi jih imamo kao zanižjo, tako, ampak ko enkrat vzpostavite ta stik, doživite, da to brezpogojna ljubezen, one ne hodijo zato, ker so sprejeli vse. One so organizirane drugače, da vse, kar se jim dogaja, preprosto sprejmejo. A bi vi zdaj lahko odzuni 12 ur malo stali. Ali celo to zimo. Veste, a mi so preprosto sprejele vse. In to, kar nam dajo, tudi res prideš si grob do narave, ampak ti nič ne zameri, te čaka, da prideš tako. Ljubeče, materinsko te čaka, da te sreča ne pamet, da te sreča nekaj drugega. In ni slučajno, da je narava zelena, oziroma mi jo zaznavamo kot zeleno. Zdaj, če mečkam veste, če ima spremljate, barve ne obstajajo kot take, to je prevod v naših možganih. No, če mi zaznavamo nekaj kot zeleno, to pomeni, da to ima določeno valovanje. Če pa malo poznate, kako to po čakrah gre, nekdo, ki je risal te čakre, je tudi prepoznal določeno valovanje določenih energijskih središč. In katera čakra je zelena? Srčna. To pomeni, to, kar mi vidimo in kar naše oči prevajajo kot zeleno, to je nekaj, kar rezonira zeleno. In rezonira s čem? Ja, rezonira lahko samo skozi srčno čakro, zaradi tega so tudi naši predniki rekli, da ti naravo lahko bereš samo srcem, ne z glavo. In ko na ta način bomo funkcionirali, ne bo samomorov, ker tam je čisto druga logika. Mi delamo samomore, ker smo upeti v razum. Naš razum nas pripriča, da smo nesrečni ob tem, da nam dejansko skoraj nič ne manjka, oziroma mora biti par 100 kilometrov bolj južno,
pa bi se smejal svojim težavam, ki jih tle zdaj imaš za take, da bi te spravili v samomor. Mislim, da tudi že v Sloveniji žal. Ampak to je razumski problem. Razum je sposoben ugonobiti telo, če se mu nekaj ne dopade v tej zgodbi. Ko bi pa bili sposobni svoj razum spraviti na pravo mesto, mislim, da ni nič narobe, samo s pučem je prišel na oblast, upravlja ladjo, na kateri bi moral biti tehnični, kako je temu rečem, mogoče neki prvi admiral, ampak ne more biti kapitan ladje. To ladjo, ko bo usmerjala zavest, ko bo usmerjala res naša srčna energija, potem pa se bomo zelo hitro srečali in sabo z naravo. Bolezen nastaja potem v možganih. Ja. Zdraviti jo mora pa srce. Vse naše bolezni nastanejo samo zato, ker se upiramo brezpogojni ljubezni. Ker postavljamo pogoje. Prej smo rekli, da zdaj pravzaprav narava čaka, da pride pubertetnik nazaj. Ja, da pubertetnik dojame, da ne more vsega sam rešiti in reče, a te lahko vprašam za nasvet? Veste, to, kar sem da primer za telesa povedala, obstaja veliko ljudi, ki imajo seveda tako čudovit globok stik in zdravijo, ne s tem, da poješ rastlino, ampak so sposobni zdraviti v sodelovanju z rastlinami. To ne počnejo samo šamani, pa vrači, to počne tudi veliko takih fitoterapeutov, ki delajo z duhom rastline. Če vas bo zanimalo, prav zeleni knjigi so vsi viri vseh teh, ki to počnejo. Ščitvedenja. In en od teh zelo poznana fitoterapeutka, ki dela z rastlinami in z energijo drevesja, je veliko tega zdravila. Enkrat se ti tako med drevesi pomisli, tolikokrat so drevesa pomagala pri ozdravitvi neke posamezne bolezni. Čekaj, kaj če bi drevesa vprašala, a bi lahko pomagali tudi pri zdravitvi družbe? Pravi, veste, kaj so drevesa odgovorila? Že 500 let nas nihče to ni vprašal. Veste, človek je tisti, ki je zaprl vrata in ki sploh noče dojeti, koliko enih rešitev je to narava sposobna dati. Glede, starši ste večina, tle vidim letnika, imate kilometrine, pa veste, kako se je nas nabralo enih izkušenj, ki bi jih tokrat prenesel, pa podelijo s temi svojimi otroci in vnuki, da jim ni treba čisto vsega skozi po trnovi poti, pa imate samo to eno malo življenje. Kaj mislite, koliko ima Oljka 2000 let izkušenj, spoznala Napoleona, spoznala vse rimske vojščake, spoznala vse to, kar mi vemo in ne vemo v naši zgodovini, nič od tega jo ni uspelo uničiti, ne glede na to, kaj so z njo počeli. Predstavite, kako bi ona imela zapovedati, če bi mi jo znali vprašati. Če bi jo znali slišati. In se mi zdi, da ravno do tega tudi knjižnica, in to taka, ne, ki jo pišejo intelektualci pa zmagovalci, ker se ne moremo zmeniti niti približni zgodovini, kaj je bilo, ampak ta knjižnica je nastala čisto drugače. Tam ni egotripa, ko res sedim v drevesu, ob drevesu, tam ne čutiš, da ti drevo hoče neko svojo intelektualno idejo usiliti in dokazati, da ima prav, čisto drugače funkcionira. In res, vem, svet je preplavljen z raznih guruji, od katerih so mnogi vse prej kot neoporečni in imajo razne motive, ki jih odkrijete šele po določenem času, ampak v naravi čutim res to, čutim, da če smo jih pripravljeni se pustiti, nas je pripravljena tako modro, pa tako ljubeče, pa tako nam pomagati, da ne poznam bolj poštenega pa zastonj učitelja, kot jih lahko dobite recimo v gozdu. Pa je pomemben ta fizičen stik, to se pravi, da z roko zajamemo zemljo, da se naslonimo na deblo, da je ta telesna povezava, je to pomembno, da bi lahko lažje slišali. Vete, danes veliko ljudi ima težave, chemtraili, elektrosmog, težave s spanjem, težave v koncentraciji. Jaz sem lani res imela zelo veliko težav s tem. In potem sprašuješ ljudi, ki se ukvarjajo energijsko, tako drugače vse. In potem prvič tega ti čisto preprosto rečejo, glej, za vse te zadeve rešite ozemljitev. Čisto tako. Ne rabiš električar vprašati, kaj pa pridemo na to. In
Vidite, mi smo tle, umetna tla, pa še 6 No, tu je vsaj les. vsega. Kakšen les, do zemlje smo mi daleč. Pa ne bom vprašala, kaj imate vi na dnu čevljev, pa kaj imam ja, pa tako težko boš najti sploh čevlji, ki so prevodni, ki so usnje danes. To moraš res oguliti eno plast s čevljev, da sploh se dotakneš. Mi smo se razštelali. Zemlja ima svoje valovanje, naše bolne hiše, sodobni materiali, plastika, vsa ta krama, igrački, ki jih imamo okrog sebe, to vse oddaja, danes vemo, da se temu reče elektromagnetni smog, ampak vpliva na naše valovanje. In ko smo mi razštelali, to, kar je še dr. Putvikova ugotovila, ko se vi razštelate od normalnega sončnega valovanja, vi sončnega valovanja ne morete zajemati. Ko ga pa ne morete zajemati, ste razglašeni in potem vse bo tema paše. Tam, kjer je tema, da se pogovarjamo o depresiji, pa o bolezni. Veste, rak je kot celica več ni sposobna sprejemati biosvetlobno-sončne svetlove. Zato bolan človek niti ne želi, da mu odprete okna. Mu sonce ne paše več, ker je to daleč stran šel. In zaradi tega je Budvikova tudi zdravila s tem, da te je prvo nazaj vrnila v rezonancu s soncem, ona je to naredila s huto in lanenim oljem, obstajajo pa seveda tudi drugi načini. Tudi konoplja verjetno ima delno povezavo s tem, zelišča so zaradi tega tako protirakava, aromatična, eterična olja in podobno. To so vse zelo visoka svetlobna valovanja. Nam je rastlina pohranila, skonzervirala svetlobo v obliki biofotonov ali v obliki recimo teh eteričnih olj in mi imamo možnost zaužiti in na ta način sebe novo uglasiti s tistim, kar je. Seveda, ko pa vi s tem živite, ste v stiku, se niti razglasite, ne. Ker zemlja ima svoje valovanje in te spravite takoj na idealno valovanje. To je največji antioksidant, ki obstaja. Ker ona je polje negativno ionizirano, ti stopiš s prsti ali s stopali na tla in v 15 minutah tvoj imunski sistem deluje drugače, kot da bi zaužil z veliko žlico najmočnejše antioksidante na planetu, ker preprosto ta nabitost, to valovanje deluje antioksidativno. Da zdaj ne otrujem, obstaja kar nekaj dobrih knjigic, tudi zdravilna energija tal, pa bosonoga hoja. Zdaj odkrivamo na novo bosonogo hojo, moramo teorijo, ampak resnično, vse v vašem telesu, hormoni, to je vse ena elektrika, ki to usmerja. Torej, če ta vaša elektrika ne funkcionira na pravih frekvencah, se veda, da bojo problemi in potem se uštekate na novo, na drevo, na zemljo, na travo, in je stvar zelo hitro odvijena. Seveda, drevesa so pa nekaj posebnega. To ni samo valovanje zemlje, ampak je to tudi, veste, drevo 500 let misli samo eno misel. Se postavljate, če bi vi 500 let samo eno energijo, samo eno sporočilo v sebi ponavljali. Ne pa milijon različnih misli na dan, pa 100-krat na uro spremeniti čustveno stanje. Mi smo taki zelo labilni sistemi. Potem pa prideš eni bukvi, ki 500 let v istem stanju. Pa čigava energija bo prevladala? Ja, lahko pridem še s takim kaosom v sebi, seveda, če me bukev hoče sprejeti, ker tudi to se ne morate kar tako objeti pa izčrpavati drevo, ker eni so to počeli, ko so se drevesa posušila, veste. Res, peljali so otroke v en park, da objemajo drevesa, nekdo je prebral, kak je to zdravilno in po eni sezoni takega početja objemanja dreves iz človeških sebičnih nazorov pridemo neki dobit od drevesa, so se drevesa posušila. Ampak, če pridete neki dobit in neki dat, ponavadi dobite ljubezen, date hvaležnost, vam povem, da to prvo začuti še na 15 minut približno traja, da te drevo vzame kot svoje. Z kakršnokoli energijo, da si prišel, bo premagala njegova energija. Vse to verjetno se vam zdaj plete po glavi, kdaj ste bili nazadnje na sprehodu, prideš, recimo jaz pridem iz Ljubljane, z glavo kot balon, res pravzaprav nisem sposobna več nobene svetle misli, samo še racionalne in temne. Dam tiste superge gor in imam to srečo, da sem v minuti in pol v gozdu. Ja, dejansko po 20 minutah prijem nazaj in lahko, če želim recimo karkoli ustvarjati, delati, lahko delam.
dodatno po tistih urah v Ljubljani še to in to in to. Če tega ne naredim, se ne poberem do naslednjega jutra, ne? Pa še jutro je. Pa sej veste, se to je ta zgodba, ki jo vsi poznate. No, prej sem začela to, ne, da ta pubertetnik je zdaj zelo putno vrata šel ven in potem vsakič vendarle pride nazaj, ne, na kosilo. Recimo na kosilo. No in če je, prej smo omenili Iro, ki pravi tudi, da na nek način duhovni svet molči in čaka, da človek odgovori. Človeštvo. Sej nismo začeli odgovarjati, se mi zdi na nek način, če smo umeli v zeleno potrošništvo. Ampak kako odgovarjati? Ne? Pravzaprav to, da grem jaz v trgovino, ki ima itak višje cene, kupiti bio, eko, nekaj pač, ne? To pravzaprav, ne? To ni stik z naravo v nobenem primeru. To, kar se zdaj dogaja s temi super živili, pa tako, ljudje ne kuhajo več riž, pa moko, kje kruh je eno tako primitivno živilo, če berete knjige, kak je s kruhom vse narobe, zdaj si jejo tako smuti, v kateri moraš namešati 15 žlic nečesa, ker ne veš niti kako se izgovarja in je prišlo z vseh kontinentov in to pa je zdravje, ampak to pa je zdravje. To je, vidim v tem, to ni nič drugače, kot če nekdo uničuje svoje telo s tem, da je, ne vem, ne bom rekel, nekaj tako hrano, čipse, etc. Karkoli oni mislijo, da oni narobe delajo, je zelo podobno, ker eno in drugo je ena vrsta pohlepa. Mi hočemo zase, mi hočemo zdravje, mi hočemo vsuti neki vase in sploh ni dvosmerne ceste. Veste, ko nekaj pridelate, pa ni treba, da vse pridelate. Gledajte, meni je lani 5 hokejit buč naredilo. Eno je nekaj takoj pogriznilo, to takoj daš na stran, ta bo prva za uporabiti. Ovo je malo toča potokla, ampak kaže znake, ta bo samo na opazovanju. Vetrine potice lahko držijo do marca. In potem vsakič odmeriš, koliko vas bo na kosilu, a bomo ta malo, a bomo ta veliko. Imaš en odnos, točno veš, katero si vzel. Ali že takoj sprašujemo, a je naša, a je od Lojske, ali od Pepeta. Imajo ime, priimk, registrska številka. In ne rabiš ti sebi zdaj z neko molitvijo ali ne vem, z nekim posebno proceduro prepričevati, da čutiš eno veselje, ko to ješ. Ko pa pride iz Špara ali od nekje kilo riža, kaj ti veš, je to iz Bangladeša, iz Iraka, so umirali od lakote, a poplava tam bila, ne, tsunami, kaj veste, kaj je bilo, nimamo odnosa do tega, nekdo je to s svetovnega trga kupijo in ni odnosa v tej hrani. Veste, če mi nimamo odnosa do tej hrane, ta hrana lahko truplo hrani truplo, ampak nič več kot to se ne more zgoditi. Zame je bilo resnično šokantno spoznanje, ko sem začela dojemati, posebej skozi zelišča, da to, kar mi zaužijemo, ima lahko moč 1:1000. 1:1000. Pazite, ne govorim o tem, da lahko nekaj zaužijete, pa da je 2-krat boljše. Tako je ista zadeva, ali 1 ali 1000-krat. Veste, jaz sem produkt tako kot vi, v isto šolo smo hodili, isti materializem smo poslušali, beseda energije, bila sem za elektriko rezervirana, mislim, zdaj ti pa ko nekaj probaš razvijati metafizični besednjak v letih 50+, nam manjka besed, da stvari razumemo, ampak ko sem prvič prebrala pri Hildegardi, da rastline imajo v sebi 1000-kratno večjo moč, kot je samo njihovo telo, pa ko je Paracelsus rekel, da iz rastlin deluje zdravilna moč, on to imenuje arkanum, ki je 1000-krat močnejša od materije v njej. 1000-krat. Vete, mogoče do konca tega življenja ne bomo prišli niti na 100-krat. Ampak če pridemo na 10-krat, da smo nekaj naredili, a ni hudo, da bomo umrli, pa da sploh ne vemo, da obstaja nekaj 1000-krat močnejše od trupla rastline. Vsa naša farmacija se ukvarja s truplom, to je forenzična dejavnost. Nekaj seciramo, nekaj potegnemo, ubijemo, vlečemo molekule van, da bi pa življenje naštudirali, da bi naštudirali, kaj je dejanska moč, ki je noter in da bi se še naučili s tem sodelovati. Vam povem, prvo mi 3 leta ni dalo miru, potem pa sem nekaj pa okej. Veste, ko pol že reče, gremo počasi do Meke, pa mu preč drugi pol, že si normalen, boš umrl, preden narediš 1 kilometer, pa je rekel, ja, na sveti poti bom umrl. Tako da ja tudi ne verjamem, da pridem do 1000-krat, ampak mene zelo vleče, kaj pa je tam noter
In vsakim dnem ugotavljamo vse bolj, da na tej strani, ko začneš iskati, ko začneš videti življenje, ljubezen, modrost, informacijo, ko začneš s tem soustvarjati, ko se ti to začne odzivati, da sploh ni komplicirano, da ne mislite, da so to neke čarovnija, kakšna alkimija, narava samo živi, da tako kot vi, mislim, če vas nekdo tretira kot stroj, vi date malo od sebe, ko vas nekdo tretira z odnosom, pa s spoštovanjem, pa z ljubeznijo, pa naenkrat ste sposobni 100-krat več narediti. Rastline so pa sposobne 1000-krat več narediti. Če tudi rastejo v onesnaženem okolju, v zraku, ki ni dobro ne za človeka, ne za njih, imajo to samo zdravitveno sposobnost, se potem njihova moč zmanjša, ne? Vsi vemo, da zdaj ne živimo več, niti tudi v Sloveniji, ne, v najbolj neoporečnih, sploh v teh časih, kot pravi radio. Ta Vijolična knjiga o tem zelo veliko govori, kako pravzaprav pridemo do teh 1000-krat. Zdaj tako je, če rastlina raste v vašem okolju, to ima neke prednosti, ker ima iste probleme kot vi. In za razliko od vas, ona te probleme rešuje, vi pa mislite, da vam ni treba. Ona, če jih ne bi rešila, ne bi preživela. Torej, vaše rastline trenutno rešujejo problem, kako zdržati 2 tedna -15 vsako noč. Ali bojo reševali problem suše, ali vlage, karkoli se pripeti. In če karkoli preživi na tem vašem vrtu, recimo, kar bi bilo užitnega, ko vi to zaužijete, je noter so snovi, ki jih je rastlina morala razviti, da to premaga. Mi temu rečemo antioksidanti, pa ne vem, kakšne imunske snovi. Ampak gledajte, vi ste dobili materializacijo tega, te njene rešitve. Tako kot recimo, če ste kot mehni preživeli neke ošpice, vaše telo naredilo neka antitelesa, imate neke imunske sposobnosti, da naslednjič, ko pride isti ta virus, ne podležete. Teoretično to pomeni, če vas ja pojem, dobim te antitelesa. Ja, tako so se cepiva na začetku delala, da so konje ukripajo in razvijo antitelesa. Torej, na enak način, torej, ko rastlina ima problem in ko ga reši, ona razvije to, če mi rečemo, sekundarni metaboliti oziroma imunske snovi, to ni zapisano v zibelko, da bo to imela. Torej, rman, če bi ga vi dali v, ne vem, še tako zdravilno rastlino, da ti daš v hidroponiko ali v rastlinjak, to ne bo imelo nobene zdravilne moči, ker ni rešilo nobenega problema. Se ni bilo treba boriti na nek način. Glede, ja to razlagam tistim, ki mislijo, da je vse v genih. Lahko imate iz iste celice dvojčke narejene od pametnih staršev, pa enega so pustili, da se matra v življenju, pa da se vse sam nauči, enega so povičkali, pa mu vse probleme rešili, še preden so nastali. Ja, a bojo to dva enaka otroka? Ja, ne bojo. Če ste pisali domače naloge namesto svojih otrok, zdaj pa boste celo življenje pisali domače naloge namesto svojih otrok, ker ste sami iz dobrega genskega materiala producirali idiota. Ker ni razvijal svoje sposobnosti in pri rastlini je podobno, če rastlina ni imela izziv, če ni imela težavo, kaj je vas naredilo tem, kar ste? Ja, težave, ki ste jih rešili, ne rešitve, ki so vam starši kupili. In z rastlinami je enako, zato tisti dober zreliš črvek je treba iskati rastline, tam, ker so se namatrale. Ampak ne namatrale z to kemijo, torej v Ljubljani se tudi matrajo, ampak ne jih tam nabirati, torej ponavadi jih nabiramo tam, kjer jim narava ni prizanesla. In v tem svojem mikrookolju boste že našli, da je dovolj UV žarkov, da je dovolj sonca, da je dovolj vetra. Te so ta prave, ne te, ki ste jih vi še pognojili s kompostom na svojem vrtu, pa še pokrivali, tako, če govorimo seveda o zdravilnih rastlinah. In potem pa dobite še modrost, pa sposobnosti, pa stvari, za katere se nam sanja ne da so noter. Seveda, potem pa sami pomislite, če pa industrija to prideluje na 50 hektarjih in če treba kameljce 5-krat pošpricati od tega 2-krat s hormonskim pripravkom, zato da zacveti tako, da se s kombinom to splača požeti, ali da recimo sivka v Provansi je taka, da še travko ne najdeš, vozili smo se z motorjem tam, pa ni bilo treba 3 dni čevade od mušic pobrisati, ker mušic ni. Vse je to. Ni travke, ni mušic. So pa lepe razglednice, vijolično, neskončno. Ampak ko je Fogel, poznate Alfreda Fogla, on je recimo prav delal vzorce, pa je testiral sivko iz Provence, pa sivko svojega vrta v Švici, pa je njegova imela 160 zdravilnih učinkovin, tiste iz Provence, pa 40.
Kaj vam zdaj to pove? Veste, ko enega matematično izobraženega človeka vprašaš, kaj to pomeni, on reče, ja, tista druga je 4-krat močnejša. Pa ti še pove, ampak veš, za isti denar, ko kupim eterično olje Eko Sivke, bi lahko kupijo 4-kratno tok tiste provansalske. Veste, to je naša napačna logika. In pa razložim tako, veste, to je tako, kot da bi verjel, da te zdravnik, ki ima IQ 60, pozdravi enako dobro, kot 4 idioti sa IQ 40. Ali da avto zemlji koleso, kupiš 4 avta zemlji koleso, to bo šlo enako dobro, kot avto s 4 kolesi. Ali dobiš četrtino simfoničnega orkestra, ki ti bo izvajalo simfonijo. Ja, veste, ampak mi ne znamo razmišljati. Mi mislimo, da si lahko malo noseč, da je rastlina relativno zdravilna. Ja, ne more biti. A je, a ima vse, a nima vse. In tiste pogojnike, te sive cone, ki smo jih mi upeljali v naš razum, kaj se splača, kaj se ne splača, ja, a res mislite, da se splača priti na koncert četrtine simfoničnega orkestra? Ja, danes ste prišli na polovico simfoničnega. Upam, da ni tako hudo. Samo 1/3 manjka, samo 1/3. No, hočem povedati, da ko to enkrat dojamete, da je v naravi in v rastlinah veliko, veliko več in da naše vmešavanje je vedno napačno početje, ko se začne kalkulacija. Ampak ko to dojamete, potem zelo hitro znate prepoznati, kje je moč, kje je energija, kje je ljubezen. In dojamete, da to ni neki misterij. Čas je treba vzeti, ric je treba premakniti. Pa še po možnosti ne superge dati, nekaj drugega dati, to bo še boljše. Ne, tudi gledajte, ja vam tudi občutljivo stopala, veste, kako sem rešila problem. Kupila sem tiste telovadni copatki, ki imajo tanak, ampak usnjeni lahko dobiš, ja? Pa je usnje, pa dobiš malo debele kožice, da ne moreš 3 leta pridelovati tako kot aboriđini, tako da hodiš pravzaprav po naravi, vse čutiš, pa ne boli. Tako da to je kako civilizacija in narava lahko greste skupaj. 13. februarja bomo na to temo verjetno marsikaj rekli, ker bo Nara Petrovič naš gost, ki pa seveda je bosonogi znanstvenik, ne vem, ga jaz hecam. Fototapete ste omenili že nekajkrat. Veste, mi imamo radi deželo, jaz imam našo Slovenijo resnično rada, deželo, pustimo državo, deželo. In vendarle, ko se srečam z nekom, ki je prišel, če tudi tu živi že desetletja, kot recimo vi, Sanja, vsakeč, ali recimo, ko pride kak gost iz tujine, kakšne stvari to govorijo v naši Sloveniji, da se moramo vsakeč znova in pogledati. Kaj se je zgodilo vam? Vi ste zadnjič kar zacvetite, ko začnete o tem govoriti, kaj imate tukaj, kaj imamo tukaj? Ja, gledajte, ja ne skrivam, da se je prekrasno počutim. Res, ne vem, tisto reče rodovno posestvo, kjer si rojen, pa tako, ampak Vojvodina je črno-bela slika, oziroma črno-belo-siva slika. Ni zelenih travnikov, ni gozdov, to si težko predstavljate, ni hribov v ozadju, in tam ne obstajajo 3 vrste oblakov, ki bi se mešali pa ustvarili neke slike. Ponavadi, ko so eni oblaki, 5 dni gledaš, dokaj kakšen veter ne razbuca. Po zimi je zemlja sem črna in nekje v februarju zmanjka kisika. Razen, če veter kaj ne pritegne. Ja, gledajte, 300 km področje brez gozdov in brez travnikov, ker zemlja je preveč dobra, da bi bili travniki, to so samo njive. Torej, večinoma koruza, torej niti tisto, da si jo pšenico zasejal, pa da se ima travce imaš. In potem v februarju že odpiraš usta, pa nič. Moraš odpirati zelo veliko, da nekaj zraka pride noter. In ne veste, kaj je to. Ja, vem, kaj je to. Zato vsak dan rečem, hvala za zrak, ki ga lahko vdahnem. Ker to, ko čutiš to stisko, da ne moreš vdahniti, ti se zapiše, da ni samo umevno, da zrak diši. Da ni samo umevno, da zrak nima barvo. In da ni samo umevno, da so oblaki mešanica, 15 vrst oblakov, da rabiš priročnik ugotoviti, kaj vse se je zmešalo, če neštemo chemtraili, seveda. In z meni v Sloveniji je bilo to, ko sem prišla, se spomnim tega, v Ljubljani sem delala 100 minut, tako fototapet na eni strani. Pogledaš tako po tisti, kaj je že, Titova takratna, pa se to konča s kamniškimi jatami.
Potem pa pogledaš na drugo stran, pa si končal z drugo sliko. In mi smo takrat so bili moderni fototapeti, ko sem bila otroki. Mi smo res imeli en bukov gozd, en jesenski gozd, pa en takav zasnežen vrhovi so bili. In ja, kamorkoli, da sem pogledala v Slovenijo, veste, bukov gozd, tisti na fototapeti, to sem nekaj otrok gledala. Jesenski gozd, fototapeti, ker gozdov ni. Veste, kaj je bukov gozd, kakšna čarobna je to. In še danes me to včasih preseneča. Tako po avtocesti grem tako, veste, tista voznica, fototapeti. In veste, to ne veste, kakšna lepota je to pa še v enem letu, v eni uri na morju biti, mislim. Ja, smučata pa kar to je total, in jaz sem delala za multinacionalke, veliko direktorjev raznih firm se je tle doselilo, ker so rekli, tle imamo največ od življenja, ker jaz sem živela v Milanu pa v New Yorku, ti v New Yorku potuješ 3 ure, da prideš v službo in potem 3 ure, da prideš na predmestje New Yorka. S tem, da si delal do 6 zvečer. S tem, da predmestje ni tako lepo, kot je recimo. Ja. Predmestje je samo isto to, kar je v centru, samo so hiše mogoče malo niže. In ljudje reče, glej, jaz tle končam ob 4 in sem še lahko v Portorožu na kavi ob 5. Ali končam ob 3, pa sem še parkrat se spustijo po krvavcu. To je privilegij, res, to je nekaj enkratnega. Malo se smejim, ko radijski voditelji rečejo prestolnica Ljubljana, ker veste, ko enkrat živite v takih mestih, kjer še predmestje je večje, kot je Ljubljana, v Ljubljani kamorkoli pogledaš, si ti v 5 minutah peš v nekem gozdu. To ne obstaja. Res, posebej zdaj, ko je Ljubljana še posebej zdaj šminkana, ampak to ne obstaja. In se mi zdi, da ljudje se ne zavedajo, kaj imamo. To ni samo umevno, da vi greste nabrat gobice, pa borovnice, pa nekaj, to tako, na pol ure, ali na peš od hiše, ali da recimo lahko nabiraš zdravilne rastline, ki so užitne. Cela severna Italija, ti ne moreš, ali v Avstriji, ti ne smeš stopiti na gozd. Da sploh lahko stopiš. Gledaš jurčka na 2 metra. Fotografiraš, če imaš dober zoom. Stopiti noter, da ga ubereš, pa ne smeš, ker ni tvoje zemljišče. Razen, če butaš, pa je še bolj sladko. Ja, lahko butaš, ampak to je imenovano kraja. In tam pa ne kradejo. Tam v Avstriji še imajo, veste, jagode samo bereš, pol kaselc daš, ali rože, drugi odnos do stvari je. In tudi odnos do te rastline, zdaj se tudi pripravlja te zakonodaje, upam, da gozdovi bodo ostali odprti za ljudstvo, upam, ker to je tudi privilegij, ki ga mi imamo za samoumevnega, da lahko hodimo po gozdovih, da lahko nabiramo, da seveda iz tega izhaja tudi, da smo neverjetno per capita gledano, verjetno mi zdaj, ko predavam recimo v Nemčiji, pa vprašam, koliko imate društvo zeliščarjev, oni me gledajo. A mislite ono Hildegarda terapeuti? Ne, terapeuti, zeliščari, tako, ljudski zeliščar. Pehte. Ne. To pa ne. Če hočete na zeliščarski tečaj, postane 500 € za 2 dni in na to grejo tisti, ki se bojo s tem terapevtsko ukvarjali. Tako, znanje narodu, tako kot obstajajo tle ostanki raznorazna društva, brezplačna predavanja v knjižnicah, društva kmečkih žena, ne vem, univerze za 3. življenjsko obdobje. To ni samoumevno. Ja vprašam, pa imate predavanja zaradi knjig, ker so v nemščini tudi vprašamo, a imate predavanja v knjižnicah? Predavanje v knjižnicah. V Nemčiji, po Avstriji to ne obstaja. Znanje je treba plačati, ker ga potem spoštuješ, so mi rekli. Tako da so umrli od smeha, ko so slišali, koliko pri nas stanejo predavanja pa take zadeve, ker je tam to tako dodate kakšno ničlo, ker znanje je treba plačati. Seveda, to so stvari, ko se vrnem nazaj, recimo tudi to, da predavaš v Nemčiji in da vrtičkov ni. Veste, to niso še, kako bi rekli, plemenski, mislim, aristokracija imajo, ne vem, 10 hektarjev, ampak svojo solato, peteršilj ne gojijo sami. Oni gojijo masovno to, kar gojijo in verjamejo, da se najbolj splača to kupiti v trgovini. In ne moreš verjeti. Res, zelo malo ljudi razume to povezavo z naravo na ta način, kot mi tukaj. Vsakič, ko se vrnem, sem se bolj navdušena nad tem, koliko razširjeno med ljudi je vrtičkarstvo, izmenjava semen, poznavanje zdravilnih zelišč. Tako, ker si tukaj zelo hitro te ujame, to naštevamo si, kaj se je narobe v Sloveniji. Malo pa gledaš, ali na jug, ali na sever, pa se vrneš pa rečeš, za poklic, tle mi je fajn. In res je veliko tega, kar je tle čudovito, samo
mi smo v fazi tistih užaljenih, zakaj pa mi nimamo to, kar imajo Avstrijci. Ja, pa pogledajte, kaj vse nimajo. Vprašanje je na boljšem. Tako da, malo več ljubezni pa hvaležnosti, pa bi vse bilo. Vsakič, ko vas poslušam, mi prihaja na misel ena beseda. Slovenci imamo krasno besedo. Čudenje. Se mi zdi, da smo se na nek način pozabili čuditi. Jaz sem doma 5-letnika in me vsakič znova začudi, kako se on čudi. Pa že vem, da se bo čudil nad nečem, ker sem se sploh pozabila, ne samo, da sem pozabila se čuditi, pozabila sem opaziti. Zakaj se ljudje na nek način ne mojstrimo v čudenju? Pa to je nekaj najlepšega, kar lahko, ker se mi zdi, da Slovenci radovedni vendarle smo. Ampak to čudenje, imate občutek, da nam to manjka, pa da je to mogoče ena od poti do tega, da bi mogoče pa prej videli tisto, kaj vse imamo, pred tistim, česar nimamo. Pa gledaj, tudi, ko se danes pogovarjamo o naravi, je vidimo tako največja bližnica, da obnovimo svoj apetit za življenje. Ta sposobnost čudenja je, da stopiš v naravo. Spomnim se svojih začetkov, 15 let, mislim, da sem rojena z lopatom, torej 15 let nazaj, ko sem se začela navduševati za biodinamiko in me reče, treba je nabrati regrat, ampak taka, ki ima trikotno sredico, pa trdo, pa mi pokaže slikco. In zdaj ja, tako spomnim zavetom, grem nabrati takšen regrat, preprosta rastlina za prepoznati, ampak ugotovim, da jaz zdaj ne vem, kaj je tle regrat, ker so vsi različni. Eni imajo strekco, eni nimajo, eni imajo neki klobuček, eni pa nikakor tako, ampak malo drugače, eni so zelo košati, eni zelo redki, eni imajo cvet takoj na začetku. In se ne dolgo rabila dojeti, da ne obstaja računalniško copy-paste 1000 regradov kot na tej sliki, ampak da je vsak malo drugačen, ampak da ti moraš znotraj te vse raznolikosti začutiti, kaj vse tle je regrad. In seveda, potem prenesti to na vse ostale rastline. In to je nekaj čudenje. Ker ko ti otrok podaš igračo, ker se vsi slovenski otroci, ki si igrajo s to igračo, igrajo z isto enako igračo, ki ima 3 luknje ali nima ali karkoli, in zelo omejeno število možnosti, mi tako zakalibriramo razum, da več ne sprejme druge možnosti. Zdaj, v soboto bom imela seminar za vzgojiteljice na temo Učimo se brati naravo z vsemi čutili in res smo za njih pripravili zelo veliko vaj. Prva je, da smo jim zaprli oči. Pa smo jim pustili, da s tipanjem prepoznavajo, kaj so cvetovi, kaj so listi, kaj so plodovi. Pa so rekli, brezvezna igra, mislim, kaj češ, cvet, list, plod. Pa so ugotovili, da v življenju še niso potipali enega, drugega, tretjega, da imajo v možganih čisto drugo predstavo, kakšni so listi, cvetovi in plodovi pod prsti. Ali da recimo semena razvrščajo po velikosti, brez da jih vedajo. Samo z otipom. Samo z otipom, da z očesom hiter, ampak z otipom, da ti razlikuješ med sabo. Potem pa naenkrat ugotovijo, kaj vse roke vidijo, kar oči ne vidijo. Da so semena ena vlažna, ena malo taka sluzasta, ena klizava, ena ostra, ena drsila, ena ne drsila, ena so nekako hladna na otipe, ena so topla, ena so taka, da bi jih kar stiskala, druga so kot taka sipka, ko pesek v Sahari. In potem, ko ti začnejo čudenje na čudenje, pa na začetku pa tako gledajo, brez veze, bojo to otroci delali, da oni prste ne mažejo. Veste, ali jim damo, da se stavijo rastline, na navadno rastlino razstavite, dajte, to s otroci lepo počnete, ni treba puzzle kupovati. Navadno rastlino razstaviš, to je sestavljeno malo. Kdo ima večje težave, odrasli ali otroci? Težave v smislu čudenja? Odrasli, ker je razum tisti, ki se opira. Razum vse misli, da že ve, in potem ne raziskuje in ne gleda. Ko ti to probaš, tudi jaz sem pogrila na istem tem testu, ko smo ga delali prvič na enem seminarju, ker ti ugotoviš, to rastlino si 100-krat gledal, ampak zdaj, ko jo ne vidiš, pa bi jo moral sestaviti, ti pravzaprav ne veš, kakšno je zaporedje teh listov, kaj je prvo zraslo, kaj je potem prišlo. Ampak, ko jo potem greš pogledati, jo pogledaš čisto drugače in jo nikoli več ne pozabiš. Če bi zdaj vprašal, kako izgleda sivka, vsi niste, da veste, kako izgleda. Če bi rekla, narišite mi cvet, nobene ne bi znala narisati. Ampak, ko bi ga potem ponovno pogledali, bi pogledali drugače. Zato so ljudje včasih risali. Tudi, če ne mislite, da dobro rišete,
recimo, ko se ti usedeš in probaš rastlino narisati, takrat jo vidiš. Takrat ne gre, da razum, takrat jo vidiš. Ali ko probaš recimo tipa njen zaznati, ali kako drugače. Tako da, če želimo res to čudenje razvijati, ni problem. To leto bomo imeli neki seminarji na kampingu, prav na potem branje narave. Ne rabite nobene neke nadnaravne moči, pa duhovne prijeme, pa ne vem kaj. Rabite samo prisotnost, pa pozornost, pa malo glavo tišati, pa se čudeži začnejo dogajati. Mogoče še to verjamete, da naše, bom rekla, mikrokozmos delovanja, to se pravi, če jaz danes zvečer, bom zelo plastično rekla, mislim lepo, ali to pomeni, da ima od tega tudi kaj pleneti? To se sliši zelo tako metafizično, pa tako, ne, ta nova duhovnost misli lepo, čeprav te je grdo, ker v svet imel nekaj od tega. No pa vendar, ali verjamete, da moje mikrodelovanje, se pravi tu in zdaj, se razrašča in pomaga na nekem makronivoju. Če tudi je to samo, ne vem, sem to samo jaz, čeprav verjamem, da nisem edina v tem prostoru danes, ki misli lepo. Vse je povezano, pravijo, ko metulj za njiha skrili se posod sliši. Ampak ja ne verjamem v te umetne afirmacije brez občutka, torej najraje bi vam ne vem kako povedala, ampak bomo vse lepo, ker Louis Hay pravi, da tako bo moja jedra zelo zdrava. Če veste, to je pohled. Nočeš rešiti problema, pa ponavljaš kot papagaj kakšno afirmacijo, pa pet s tistim, s kjer si skregan, se zmeni, pa tam bod nasmejan, pa povej, kaj imaš za povedati, ne pa jaz sebe ljubim in cenim, ne glede na to, kaj mi je šef danes povedal. Mislim, s šefom je to treba takoj urediti. Tako da, dosti teh tako imenovanih tega New Age-evskega pozitivizma, ki je ena vrsta birgle, ki nikamor ne pripelje. Polna onkologija takih pozitivno mislečih. Ker dejansko zatiraš neki plevel v sebi, namesto da ga spuliš tako, res, kot je treba. Tako da, ko pa zares začutiš hvaležnost in ljubezen, ja, potem se veseli celo stvarstvo. Ampak stvarstvo ne moreš zdolfati. Tako kot blagoslov hrane. Mislim, res je, Frančišek Asiški je blagoslovil strupeno juho in je pojedo, ker je, veste, s katerimi besedami je blagoslovil. Je rekel, živim naj se tej, vedel, da smo zastrupili juho, pa je rekel, naj se tej juhi zgodi transformacija, ki jo želim tudi tistemu, ki mi jo je pripravil. In je potem to pojedel. Zdaj, gledajte, če vaša beseda prihaja iz srca, potem se ta transformacija bo zgodila vsem, kar se dotaknete. Če pa ste to malo študirali, ta tekst, potem ne boste smeli pojesti to juho, ker bo še vedno strupena. In na ta način ja čutim, da ko se res to odpre, toliko, koliko nas je, ne glumte, da vas je več kot je, ampak takrat, ko to začutiš, takrat se res, to Masarja Mota tudi pove, to sta dve največji moči univerzno, ko zaokroži ljubezen pa hvaležnost. In ja verjamem, da smo tle, zato ker stvarstvo skozi naše srce pa naše oči tudi želi doživeti veliko lepega, tako da imamo možnost tudi mi stvarstvu veliko dati. Ampak ne od tukaj ne bo šlo. Zdaj bi bil Lev Nikolajevič Tolstoj zelo zadovoljen, namreč morda veste, da je bil en velik pacifist, izstopil je v enem trenutku iz vojske, izstopil je iz univerze, zato ker so pač želeli, da je v formi, da razmišlja pač aristokratsko, se veste, takrat so bili frajerji največji tisti, ki so imeli večje čine in tako naprej. Še danes so v formi v Rusiji najlepše obleke v metroju, ja. No. Če bi pa vas zdaj vprašala, iz česa mi si danes večer skuhamo čaj, da bomo lepo sanjali? Ja, ko pridete, bo že precej pozno, da bi karkoli kuhali danes, ker potem vas bo zbujalo po noči, ker bo mehur preveč poln. Če pa bo treba zaprebaviti moje predavanja, ne se še kaj pomirjati pred spanjem, potem pa kakšen hmelj, kakšen baldrijan. Ampak ne o pivu, ne? Da smo si jasni. Ali pač, brezalkoholno pivo je tudi odlična izodonična pijača, pšenična. Ampak recimo hmeljevi, cvetovi,
tudi kakšna melisa, to so vse stvari, ki nas zazibajo, ampak res ne spiti tega pred spanjem več kot en deci. Ker če je mehur prepoln, pa vas bo zbudil čez noč, potem se bo ustavilo vaše pomlajevanje. Ker naše telo rabi, da ko se izvlači dovolj urina, da ga reciklirna tovarna še enkrat obdela in iz tega mi potegnemo zelo veliko koristnih snovi. Če pa je mehur prepoln, pa vas zbudi, potem boste spraznili zelo dragoceno surovino, preden je še enkrat bila uporabljena. To je nespametno početje. Tako da tudi, ne vem, če ste ženi po noči, samo kakšen požirk naredite, ne prepolnite mehurja, prav zaradi tega, da čim dlje časa telo ima na razpolago vse te snovi. Kaj takega? Še kakšno vprašanje? Kakšno vprašanje? Pa vi nikoli ne greste na WC po noč. Ja, tudi to se dogaja. Ampak včasih kakšna zamujena priložnost. In potem lepo zaspite nazaj? Povedala sem vam, dejansko leto bilo tudi zame zelo tako težko in jaz sem drugače profesionalni spavalec. Preden se dotaknem blazine, že lahko zaspim. Res. Ampak lani je bilo nekih motečih elementov zelo veliko, malo je težko vedno oceniti, a so zunanji faktori, a so notranji faktori. Tudi malo s pomočjo prijatelja sem ugotavljala, da je res močna obremenitev bila z mikrovalovnimi sevanji. Mislim, da tudi po Sloveniji je razporejeno kar nekaj novih tistih mobilnih radarjev. Verjamem, da so impulsi, ki jih uporabljajo, veliko močnejši kot civilna družba sploh lahko izve, ker veste zdaj. Velika nevarnost, Rusija, ne vem česa nam grozi in zdaj je vse dovoljeno in ne vem, kaj se nam bo zgodilo. Tako da ene stvari nihče več ne sprašuje, kaj se sme in kaj se ne sme. Tako da težko ocenim, ampak neke stvari so mi zelo kratile spanec v prejšnjem obdobju. Potem sem pa ugotovila, da če se zavlečem v klet, ima podzemlje super spet. Ker tam ta sevanja očitno ne pridejo. Jaz sem še vprašanje. Kaj narediti z vso to, kar je živca volo, ki jo generira vse to, kar vidimo, da se dogaja ta hip in da ni všeč, ne? Kaj bi mi naredili slabo voljo? Kako s tem je? A z našo lastno slabo voljo? Ki je ves čas spodbujena z vsem, kar slišimo in vidimo. Glejte, recimo, prižgati televizijo je mazohistično početje. To, če počnete, ste sami krivi. Torej, mi se odločamo, katerim valovanjem bomo izpostavljeni. Ja tudi, recimo, v avtu opazim, če ja pustim svoj CD, pa izberem, katero glasbo bi ja rada poslušala, potem se jaz zibam v valovih, ki si jih jaz berem. Če pa pustim kakšno, da me nekdo animira, pa tudi, če ni nobene drame, naše sodobne voditelje učijo, da je to mora tako da. Ja, upit morajo. In dejansko jaz počutim, kako ja naenkrat pritiskam na plin, kako skoraj sem sama nervozna, pa tako, in dojamem, da meni radi ustvarjajo nervozo, pa neki šumi so odzadnji, pa veste, tisti džingli, pa reklame morajo take, da vas obudijo od mrtvih, če slučajno niste slišali, pa na televiziji, ko so tisti reklamni vlogi, naenkrat je to dvakrat bolj glasno, kot je bil film. To so, veste, taki udari na nas. Pa še 16 mrtvih na minuto v teh filmih, ki se predvajajo, tako, to vse se zapiše in seveda potem imate nemiren spanec, dodatne težave z nemirom. Mislim, da če se imamo radi, moramo res malo očistiti vse to svoje primarno okolje. In dok ne naredimo neki prostora za mir, ga ne moremo niti doseči. Torej, prva stvar je ta higiena, daš nalepko, da nočeš, da ti nekdo polni poštnega nabiralnika s smetmi, ker vsaka ta neumnost, ki jo malo prelistaš, se zapiše na nekem disku in po noči razmišljaš, a bom kupil, ne vem, sesalc s popustom, a novo ponem za pol cene, a kaj. Mislim, ti tudi, če nisi to hotel videti, tvoji možgani to videli in bojo obdelovali. In potem gre ogromno časa na neumnosti. Zaradi tega se mi zdi, da je vrt. To ni samo oskrba v smislu, da boste jedli zdrav krompir pa tako. To je veliko več. Tudi, če nič ne boste pojedli z tega vrta, je res, povem, bolje mene predelal moj vrt, kot se njega. Res, mene vrt predeluje. Me zdravi neučakanosti, me zelo sprošča, me fizično zdravi, da sem odzunaj opazujem, se čudim, naenkrat me nič ne moti, ko se vrtnem z vrta. Je veliko manj, kot če bi ostala v hiši, ker naenkrat so tudi potrebe po hrani manjše, v hiši si pa nerazložljivo nervozen, pa boš jedel.
Tako da mislim, da to sploh ni problem urediti, ko se tega zavestno lotimo. Ampak režite ta čustveni smog in te informacijske smeti, ki letijo z vseh strani, resnično nam tega ni treba. Če hočem videti, da se je vojna že začela, rabim za to 5 sekund pogledati na 2 portala, ki objavljajo bolj resne novice in več informacij pa to ja ne rabim. Kdo je komu, kaj v Sloveniji to lahko brez mene rešijo. Katere 2 portala pa sta to? Katere 2 portala? No, gledajte, ker meni je edina relevantna informacija, kaj se dogaja malo zunaj naših meja, trenutno potem pogledam Advance HR. Zelo resni senior novinari, ki poznajo situacijo v svetu, pišejo zelo analitične članke o tem, kar se dogaja na prostorih, ki nas zanimajo, torej ex-Jugoslavija, pa okolje, pa Bližnji vzhod, pa te stvari, ki res lahko imajo vpliva na nas. Ostalo pa verjemte, ja imam več vpliva kot to. Ne vem sploh, kaj je trenutno aktualno, ne moram citirati, ker res ne poslušam. Prej ste govorili, mazohistično preživljanje televizije. Včasih imaš srečo v življenju in ti narava poskrbi. Namreč, mi smo imeli doma televizijo in je v modem prvič udarila strela. In potem smo jo popravili in je v ta isti modem drugič udarila strela v 3 mesecih. In potem imam to srečo v življenju, da imam modrega moža in je rekel, to je znak. To je znak, pri nas ne bo televizije. Jaz se zdaj hecam iz tega, ampak veste kaj, ko smo mi iz hiše dali televizijo, so v našo hišo prišle zgodbe. Jaz se zadnjih 5 let ukvarjam z zgodbami, ki me dejansko zdravijo. Zato je tudi pripovedno-pogovorni večer danes naslovljen. In to je res hec, kako kar naenkrat vstaja večeru 2-3 ure več. Če tudi gledaš samo, ne vem, če tudi bereš samo pol ure, ko potem več ne moreš, kakorkoli. Tako da ja, televizija, in mimo glede, to vam govori nekdo, ki na televiziji občasno tudi dela. Tako da, ne. Vidite, mene te ljudi sprašujejo, pa kdaj ti uspeš vse to prebrati? Enako mene. Ja, gledajte, koliko neskončno časa imate, ko ugasnete televizijo. Ali ko mi ljudi razlagajo, pa ne moreš to ukvarjanje s telesom, pa tako. Sve, gled, čas, ki ga nekdo zapravi, samo v enem tednu spremlja svojo nadaljevanko, bi bil zadovoljst, da spremlja to nadaljevanko, ki se potavi po črevesju en teden, pa bi naštudirali res, kako vaša prebava deluje, pa vam res ne bi rabijo ničem nič prodajati kot zunaj. Tako da mislim, da je pomembno, da to jemljemo kot moj čas je preveč dragocen. Glede, kdo pravi, da boste tle jutri? Kdo pravi, da imate še 1 leto? Ali ne vem, koliko mislimo, da imamo. In ta kalkulacija, da mi mislimo, da imamo, naredi, da zelo razsipamo ta čas. To je pa vse, kar imamo. Čas lahko zapravljamo, ali pa investiramo, ne? Ali ga uživamo. Ni to investicija? Užitek. Investicija pomeni, zdaj trpim za to, da bi se mi obrestovalo jutri. To nam razum prodaja to zgodbo. Jaz povem v tem smislu. Čas lahko izkoristite samo v tem trenutku, ker v drugem trenutku čas ne obstaja. Investicija je pa tako ali tako beseda, ki obstaja zadnjih 20 let. In te potem nekdo vpraša, a se splača imeti psa. Ja, to je iz tega investicijskega vlaganja nastane. Ja, ko bom imel mlade, pa boš jih lahko z rodovnikom. Ja. Dovolite mi, da vas v ta večer povabim oziroma pospremim z eno zgodbo. Tolstoj je pisal tudi kratke zgodbe, tako za otroke kot za odrasle. Ni napisal samo teh velikih literarnih del, ki jih zdaj prebiramo, oziroma tudi tisti, ki ga ljubimo, se na nek način prebijamo skozi. Napisal je tudi zgodbo o kralju, ki je postavil 3 vprašanja. Prvo vprašanje je bilo, kdaj je pravi čas, da naredim prav stvar? Drugo je bilo, kdo je prava oseba, ki jo moramo v tem trenutku poslušati? In tretje, kaj je najpomembnejše, da naredim najprej? Seveda je poklical ta kralj okoli sebe svetovalce, duhovnike, vojake, svečenike, pa smo odgovarjali, pravi čas boš vedel takrat, ko imaš točen urnik in potem vse se točno držiš in boš vedel, kdaj je pravi čas za nekaj narediti.
Pa pravi drugi, ne, ti nikoli naprej ne moreš vedeti, kdaj je pravi čas. To vajo samo čarovniki, torej se je treba o tem pogovarjati s čarovniki. Drugo vprašanje, kdo je prava oseba? Seveda so duhovniki govorili, prava oseba je duhovnik. Popotniki so govorili, vprašaj popotnika, ker je moder. Vojaki so govorili, vprašaj vojaka. On pa že ve, saj je prišel ravno kar s fronte. Seveda spet ni bilo pravega odgovora. In tretje, kaj je najpomembnejše? Najpomembnejše je religija, vera. Najpomembnejše je znanost. Skratka, spet različni odgovori. Kralj je že skoraj obupal in nobenemu ni podelil nagrade, čeprav je prej razpisal. Potem pa pravi, bom pa jaz vendar šel do tistega starca, ki živi v gozdu, velja za modreca, pravili so mu Puščavnik. In vedel je, da ta starec prejema le navadne ljudi, ne take, ki pridejo stražarji s kočijami in z zlatimi kronami. Zato se je oblegal v navadna kmečka oblačila, malce pred tistim ovinkom v gozdu odslovil svoje stražarje, razjahal konja in šel peš do tega Puščavnika. Ta gospod je starec je pred svojo kolibo ravno kopal luknjo z lopato. Pa ga nekaj časa kralj gleda, pa mu postavi ta 3 vprašanja. Starec ga pogleda in koplje naprej. In kralj je opazil, da starcu ni najbolje, da je slaboten, da se ne počuti najbolje, pa je rekel, daj meni lopato, bom jaz kopal, ti pa se usedi. Starec je brez besed to naredil, dal mu lopato in kralj koplje, pa vmes spet pravi, bi mi odgovoril na ta 3 vprašanja in mu jih postavi. Starec še vedno nič, koplje naprej. Je bil že malce, ne, zdaj pa kaj, mi boš povedal ali pa grem domov. Sicer ti lahko pomagam, ampak ne. Starec še vedno nič ne reče, v tistem trenutku pa iz gozda priteče človek in se drži za krvaveč trebuh. Kralj spusti lopato, človeka vzame v svoje zavetje, mu očisti rano, ga odpelje v hišo tega starca. In seveda od utrujenosti tudi kralj zvečer se spi, tako kot ta ranjenec. Potem pa ranjenec zjutraj vstane in gleda kralja. In kralj se zbudi in pravi, kaj pa me tako gledaš? In človek ranjenec ima solze v očeh in pravi, tako mi je žal. Kaj ti je žal, kaj si ti mene upravičuješ? Jaz sem zaspal, pa bi moral nate paziti. Pa pravi, ne, jaz sem te hotel ubiti. Jaz sem imel namen, vedel sem, da boš od starca šel sam, ker si tam pustil stražarje in sem te hotel ubiti. Pa so me na nesrečo mojo tvoji stražarji dobili in so me ranili in zato sem pritekel k tebi. Pa pravi kralj, ja, to pa nisem si mislil kaj takega, ampak ti odpustim. Celo pomagal mu je, da so potem njegovi služabniki odpeljali v grad in zame skrbeli. Starec je vse samo spremljal, rekel ni nič. Še vedno tista luknja ni bila do konca skopana. Kralj spet zagrabi tisto lopato, očitno je bil malce drugačen kralj, ne? In pravi... Pahol tudi. Ja, z naši kralji tudi, posebej v predvolilni kampanji. In pravi, no zdaj pa, starec, lepo te prosim, zdaj mi pa res povej, ker jaz počasi moram tudi nazaj. In starec prvič spregovori in pravi, vsi odgovori so ti bili dani. Pravi človek zate v tem trenutku, pravi čas zate v tem trenutku je bil ta, da si ti meni pomagal, kopal si dlje, kot si želel in nisi odšel in zato te ni ubil ta človek. Zelo pomemben človek sem bil zato jaz, ta najpomembnejša oseba in takoj zatem ta ranjenec, ki si mu pomagal. In najpomembnejša stvar, odgovor na tretje vprašanje, je bila ta, da si ti temu človeku pomagal, da si deloval iz srca, ne glede na to, kdo in kaj je bil, si mu pomagal, ker ta človek je prišel v tvoje življenje zato, da ti na nek način pomaga, čeprav ni bilo videti tako. Skratka, vedno imamo izbiro, ne? To je nove zgodbe. Včasih imamo odgovore tam, kjer jih ni, mislim, ker jih iščemo, pravzaprav so drugje in se mi zdi, da današnji večer sanja ravno to, ne. Čudenje, pogovarjali smo se, kaj pravzaprav želiva danes pustiti na tem večeru. In rekli smo, spodbuditi ponovno čudenje in tudi to, da nikoli nič zares ni za manj, če delamo zeleno čakamo. Naj bo, čeprav zunaj belo, jaz se ves čas lažem in vem,
da je spodaj zeleno in da tisto, kar prihaja, bo še bolj zeleno. In tudi v beli je svetloba. Zato se najlepše zahvaljujem, da ste si vzeli čas za prvi pobeg v raj. Pride tudi drugi, 13. februarja, z nami boste, kot sem že rekla, bosonogi, pa ne samo bosonogi, tudi brez dlake na jeziku, Nara Petrovič, ki je ravno kar še ni izdal, pravzaprav bo čisto sveža knjiga Slovenija, navodila za uporabo. Jaz se zdaj berem v PDF-ju in se neizmerno zabavam. Čeprav je to malce tisto, veste, sladko žalostno, sladko pusto, ker se pravzaprav smejem naši neumnosti. In pa doktor Jože Podgoršek, ki je pravzaprav prvi varuh prehranjevalne verige. Ste vi vedeli, da imamo to v Sloveniji? No, in se mislim, da se obeta zelo, zelo zanimivo doživljanje, pogovarjanje. Sanja, za konec, kaj pa vas vsakič znova, poleg rastlinic, recimo, ko se zbudite, poleg te ne samo po sebi umevne dvojine, vdih in izdih, ki ga tako zelo pozabljamo, kaj je tisto, ob čemer vaša zelena čakra zadrhti in se zavrti še hitreje? Našla me. To moram samo eno stvar. Ne, lahko je. Ja, ogromno stvari, ki me zelo veselijo. Res, najbolj to, da mi uspeva zdaj že drugo, tretje leto tako zjutraj odpreti oči in se ne spraševati, kaj moram narediti, ampak kaj me danes bo najbolj veselilo. Veste, to se človek počuti kot totalni aristokrat, ko lahko začne danes temu vprašanju. Vedno je bilo tisto, kaj danes vse moram, pa kaj sem že zamudil, pa tisti seznami, time systemi. Prvo je bil dolg velik, pa sem ga začela malo zmanjševati, ampak potem sem že listke dajala, ker nisem mogla tako hitro zmanjševati obveznosti. Zdaj pa res se mi zdi najlepša stvar, ki jo sebi podarim, to, da zjutraj se vprašam, in kaj me bo danes najbolj veselilo. In res toplo vam priporočam, da probate. Ker od tam se začne. Tudi če bi sebi rekli, da je to vrt ali neki, tudi vrt. Mnoge naše mame so naredile iz vrta samo novo obveznost, s katero grenijo življenje sebi in drugim. Torej, tudi ali iz joge to naredijo. Nobena aktivnost sama po sebi ni taka, da rečete, da me pa bo osrečila. Osrečite to, da dojameš, da je to tvoj navdih. Mama mi je poslala v voščinico, piše, živi navdihe, ne pa dolžnosti. In res, zelo resno to je. Tako da probajte, iz tega se potem rojeva čudenje, poučenje, pa vse ostalo, kar nas veseli. Ker smo začeli z levom, pa še končajmo. On tako preprosto pravi, če želiš biti srečen, bodi. Hvala lepa, da ste z nami popisali ta večer in vse.